To je bilo, to je bil slab uvod. Slab ti je bil? Meni ni bil, ne vem kaj. Meni bi bil dober. Tine, Povej, Rok. to imam na seznamu drugače za najine pogovore že tako ful dolg, ne? Ja. To naslednjo temo in sicer ta doping, ne? Veš, zakaj sem se jaz tukaj izogibal temu, ne? Zakaj? Zdaj, ker jaz ful ne maram športa. Aha, okej. Ti gledaš, spremljaš šport? Zdaj, zadnje čase zelo malo, Ja. ker nimam časa, oziroma, to je spet slab izgovor. Ne? Ja. Zato, ker zaspim zvečer, zaspiš zvečer. ker zvečer zaspim in pol ne gledam. Včasih sem ful bolj spremljal. Jaz sem ti razlagal, kdaj, zakaj ne spremljaš športa? Mislim, da si pa lahko še enkrat poveš, zakaj. Ne? Da ti brez ve, nekaj brez ve. Ne, da mi brez veze, ne. Šport je zanimiv za gledati, ampak v naši družini imamo nekoga, ki zelo rad spremlja šport, to je moj fotel, ne. Moj fotel mi je razlagal, kako je v bistvu, ko je bil, ne vem, 7 ali 10 let star, je prvič v gostilni spod pod svojim domom, tam so imeli vaško televizijo, ne, in tam je prvič gledal olimpijske igre in da takrat, ko je bil mulj, se je on zaljubil to in da do naslednjih olimpijskih iger je doma ta stare prepričal, da so imeli tudi doma televizijo, ne, in pol je stalno spremljal vse tekmovalne športe. Ko smo bili na Senovem v stanovanju, ko sem bil še mulj v osnovni šoli, je imel kabelsko televizijo, kar je pomenilo, da je imel Slovenijo 2, Hrvaško, pol je še RTL začel nekaj prenašati, se mi zdi, ali ne? Imel je Eurošport, pa še en kanal je bil, sem spomnil zdaj, nek tudi nemški kanal, ki je tudi prenašal neke športne vsebine. V glavnem, 5 kanalov je imel, ne? Hkrati si je umislil videorekorder, ne? Aha. Tako da je lahko v živo gledal tekmo in imel eno tekmo posneto in je včasih hkrati v živo gledal 2 tekme. Eno, ki je pač po noč si posnel, ne? Drugo pa, ki trenutno traja. Tako da je pa prestavljal, ne? Včasih tudi po 3 tekme, 2 so bile v živo. Čakaj malo, samo malo. Ena je bila pa prek videorekorderja. On je, mislim, kaj snemu je pa kako avtomatsko si naštemo, da se ne snema? Naštimo si na uro, ja. Aha. Takrat po noči je bila neka tekma, nekje boksove. NBA. Ne, košarke ameriške ni nikoli. Ok, se pravi, on si je po noči posnel tekmo. Ali pa prejšnji dan. Karkoli. Ali pa prejšnji dan, recimo, je glih na šihtu bil takrat, ko je bila tekma in pol ful se je trudil, da ne bi slišal od koga druga, ne. Aha. Kak je bil rezultat, da pol, ko je prišel domov, da je lahko vse 3 gledal, kot da je doživel, ne. Aha, ni mu zanimiv rezultat, zanimivo mu je spremljati tekmo. Itak. Čakaj, on, ko je pol recimo gledal eno tekmo v živo, je vmes kaj, šaltil na drugo tekmo na video. Ja. Zakaj pa? Kaj je bilo vmes, so bile nezanimivi dogodki? Ne, ker je pač hotel, ker je pač imel omejeno količino časa in v tem času je hotel več gledati. Recimo ena je bila glavna, ki ga je zanimala, pa je pa še tista, ki jo je snemal, ne? Ampak ker je imel ravno takrat čas gledati tisto, ki je posnel, hkrati so se pa 2 druge tekme odvijale v živo, je še malo pogledal one, ki so bile recimo manj pomembne. Recimo na prejšnji dan ni gledal, ne vem, smo Slovenci se potekovali v fuzbalu za svetovno, je pa kaj sem kaj, ne? In je pač si posnel, ki je ni mogel gledati in je pol naslednji dan gledal to tekmo. Hkrati so pa recimo Hrvati z nekom igrali, pa Švedi z nekom igrajo. Hrvati so svoje prenašali, mi smo pa Švede, recimo, ne. In je bolj one 2 gledal, da je vedel, kak bo, ne, v svoji skupini, kak se bo kjer odresal. Sam še to, ni bil pa tukaj, recimo, če bila kdaj kakšna tekma po noči, ni bil pa tukaj nor, da bi pa bil po konci? Tudi kdaj, ampak redko, zato se je videorekorder mislil. Po moje, ko je bil mlajši, je to delal, pa pač se veš, koliko je. Starejši, ko si težje to delaš, ne. Ok, cool, se pravi... Takrat ni imel noben videorekorderja, ne. A ste bili tako pol advanced. Ja. Se pravi, zaradi tega si ti dobil odpor. No, nisem končal, ne. Aha. Pa moraš si tudi predstavljati, ne, kak je živeti v taki družini, ne, edini sin si, ne. Od tebe se pričakuje
da boš ti tudi šport spremljal. Mislim, fotor ni nikoli me nad silo, da se bomo prav razumeli. Ni, da se sem z njegove strani čutil kakršen koli pritisk, ampak neko pričakovanje družbe je, da če si moški, te bojo zanimali avtomobili, pa šport. Dobro, avtomobili tudi fotorni se zanimajo, tako da tukaj smo se najdla v najnem nezanimanju. Šport je bilo pa toliko, ga je bilo v hiši, da preprosto ni bilo prostora še za to, da bi jaz spremljal. Ampak v osnovni šoli sem še se malo trudil, ko je Velenje celo imelo, Rudar Velenje, kaj je že bil, so bili fuzbaleri. Ja. To se spomnim, da sem nekrat nekaj spremljal. V glavnem, ko smo se mi preselili iz stanovanja, se pravi smo šli iz kraja, ki ima bloke in tako naprej, kar pomeni, da je tudi kabelska televizija in tako dalje, smo se preselili v vas, kjer je bil problem že internet dobiti, kaj šele, da bi kabelsko televizijo imel. In fotor je ostal brez druga kot Slovenija 2, pa Hrvaška, pa še Hrvaško mu je slabo vleklo na začetku. In kaj je on naredil? Frajer si umislil satelitsko televizijo. Aha, itak. In seveda, ko mu je on prišel montirati satelitsko televizijo, mu je pojasnil, da satelitov na nebu je več. In da če si ti z satelitsko anteno usmerjen v en satelit, spremlja samo kanale, ki so na tistem satelitu. Da ima pa ta frajer, ki mu je montiral satelitsko anteno, možnost, da mu namontira tudi en motorček, ki bo po to satelitsko anteno obračal, z enega satelita na drugega, na tretjega, in mislim, da tisto pozicijo, ki sta našla za našo hišo, mislim, da je 5 satelitov se skupaj vlekel. En je bil čist dol na jugu, en je bil malo bolj tam in se pač ta antena predstavlja. Tako da je v bistvu, ko sem jaz bil v sobi, sem vedel, da fotor spremlja šport, takrat, ko sem slišal iz vrta en tak. Čakaj, tukaj lahko sem dodam, ker spomnim pa se, da si ti enkrat rekel, da imate več kot 800 programov. Ja, to je to. Ja. No, v glavnem, kar je bilo takrat wow, Ja. Zdaj to ni noben big deal, ko imaš te bokse, pa to, ko imaš tako, koliko jih je, 200, koliko jih je na enem tem. Ja. V glavnem, štos je bil, da večina teh kanalov je zaklenjenih, in ta frajer, ki mu je montiral anteno, pa ki mu je namontiral motorček, mu je tudi ponudil, da bi mu namontiral en dekoder, mu je dal eno kartico, pa en snemalnik na kartici, to je bila taka SIM kartica, in ti snemalnik je bil samo brez ogrodja, to je bilo vse žice so ven gledali. In povedal mu je, kje na internetu se najdejo te podatki, fotor je pol to meni povedal, in potem sem jaz za fotora enkrat na 2-3 tedne, ko sem v kanali začel crkvati, sem šel na net, najdel nove kode, jih zapisal gor na kartica in je pa lahko gledal on vse te zaklenjene satelitske kanale. Tako da je hacker pirat. No, in zdaj, če si predstavljaš, če si zdaj zapreš oči in si predstavljaš, tam je televizija, po televizijo imaš spodaj pač omarco, kjer je noter ponovadi zdaj danes box, pa mogoče nekdo Xbox noter, pa nekaj takega. Pri nas je bil spodaj en videorekorder, nad videorekorderjem je bil tale škatla za satelitsko, ki je bila bralnik te kartice. Poleg te satelitske je bil pa zraven še ta kontroler za motorček. Aha, itak, ja. In tako da na mizi v dnevni sobi si imel en daljinc za televizijo, en daljinc za satelitsko, en daljinc za videorekorder, pa en daljinc za prestavljati satelitsko, 4 daljince. Že takrat, danes smo itak vsi po 2 daljinca, ker moraš z enim prižgati televizijo, z drugim pa prestavljati po televiziji, ker kakšni stari mami razlagajo, zakaj tako sploh ni jasno. No, mi smo že takrat imeli 4, tako da smo bili kar precej moderna družina, kar se tega tiče. No in, zakaj nočeš gledati? No, jaz sem se lotil tega kot projekt. Gledal sem, najprej sem spremljal fuzbal, kaj sem pri fuzbalu ugotovil? Da je dolgočasen. Ja, se strinjam. Ja. Sicer se strinjam, da so lepi trenutki v nogometu. Kadar je Eurogol. Ja. Spremljal sem formulo. Podobno kot fuzbal, večino časa totalno dolgcajt, zanimiv je bil začetek, pa zanimivo je bilo, če je kdo kako prehitevanje sredine naredil, kar so ti itak pol celo tekmo ponavljali, tako da tudi če si zamudil, si videl, pa zanimiv je bil konec, ajde. Ampak itak si zadnje
10 krogov si tako vedel približno, kaj bo bilo, razen če je v zadnjih 2 krogih enem guma eksplodirali in pol je bilo, kar naenkrat je nekdo drug zmagal. Ne? Tako da pri formuli se nekako prišel do istega zaključka, ni mi zanimivo. Spremljal sem vse smučarske športe, s tem, da sem zelo hitro ugotovil, da meni bilo bolj zanimivo kot samo smučanje, pa to, da bo naš ali pa en, ki smo navijali za njega zmagal. Mi je bilo zanimivo to, veš, ko si imel vedno te zastavce, ne? Kjer so spet merili, ne? Si imel umestni čas. Ne? In jaz sem pol na podlagi posnetka začel ugibati, kak bo bil umestni čas, ker si videl približno, koliko smuča, in sem tekmoval sam seboj, da bom čim bolj predvidel, kak je bil ta umestni čas. To je zanimivo, kot se... To so mi dva sestra se pač vedno, ko so bila formala, pač kdo bo boljš napovedal. No, evo. Tako je, isto. Tako da to mi je bilo relativno zanimivo, ampak spet, ogromno časa je šlo, samo zato, da si na koncu vedel tiste rezultate. Komod bila sem na listu papirja pogledal, pa bi mi isto pomenil. Ne? Ja. Kar je glih kontra od fotra, ki mu je pa ravno bilo to gledanje športa, to spremljanje pa navijanje, to mu je veliko pomenilo vedno. Ne? Ampak, veš, to so te klasični športi, ne pa skoki pa to. Ja. Sam, če si ti predstavljaš, ne, da ima človek satelitsko, z vsega skupaj, če smo prešteli, je imel, mislim, da tam je 10-12 kanalov, ki so spremljali šport, plus kanale, ki jih je na navadni anteni lovil, ne, slovenske, pa hrvaške. To je bilo toliko športa v tej bajti. In to ni bilo samo fuzbal, pa smučanje, pa tenis. Ne? Ja. To je bil tudi ping-pong, bil je biljard, bil je pikado, bil je curling, bili so vsi te sodobni bordani in te športi. X-Games. Ja, vse, kar je vsaj malo dišalo s športom, vse to je gledal. Tako da, ja, jaz ne gledam športa. Preprosto preveč ga je bilo. In kak je imel pa čas? Ja, ne vem, imel je čas, pač ne vem, kje ga je našel. Skozi se gledal šport. Ja. No, ampak ok, zdaj prideva do teme. Ne? Ja. Ti si večkrat že rekel, da bi se rad pogovarjal o dopingu pri športu. Zakaj bi se rad Na splošno, zato ker je tabu tema. In ker veliko ljudi ima pač negativno mnenje. Jaz pa ne, jaz pa hočem v kontrasmer razmišljati. Okay. Zakaj? Razlož mi. Spet ta mal provokacija, ne? V smislu... Malo zanalašč. Zanalašč tudi mal, ja. Ker ponavadi, tako, ko se s kom pogovarjaš, kao, ja, doping to ni fair, ne? To ni športno, zato ker če sta dva pač športnika, pa en jemlje doping, pol ima ta, ko jemlje doping, neko prednost in to ni fair. Ne? In jaz se pa vprašam, a je pa fair, da ima pa unta drug ful več keša, pa si lahko boljšo opremo kupi, ne? Ja, ja. To je za mene isto, ne? Jebi ga, pač un se bolj znajdo, je našel neke sestavine, ki v bistvu bolj pozna svoje telo in pol zaradi tega pač boljši. Strinjam se, da zna biti doping sporen pač pri zdravju. Tam še nisem čist izoblikoval mnenja, oziroma če škoduje zdravju, pa bi rekel, ajde, pol ni kul. Ampak če pa samo ti daje neko prednost pred drugim, se mi zdi pa čisto ok. To je tako, ko recimo podobno kot to vprašanje tistega tekača, ne? Tako, ki je imel umetne noge. Kaj je že bila neka forma? Ja, čeprav ta je zelo sporna tema, ker pol je on v osebnem življenju en dobil svojo zaročanko ali ne vem kaj. Tako da... Jasno, to ne vpliva na... Ampak debata jaz ne bi v tej smeri, ne? Ja. To, kar hočeš reči, je bilo, da on dejansko ni bil bogi, ker ni imel nog, ampak je imel ful večjo prednost, ne? Mislim, to so take zelo mehke meje, ne? Težko postaviš specifično mejo, neka komisija se dobi, pa se odloči, kaj bo bilo zdaj prav. Ena taka kontroverzna, ki sem pred časom slišal na enem podcastu, je bila, da se zdaj pogovarjajo, da bi vse rekorde pred letom, ne vem kjerim že, 2005 ali kdaj, so začeli ful strogo vse te vzorce imati in so vsi vzorci skladiščeni in so na voljo tudi za kasnejše ugotovitve. Če bi recimo čez 5 let ugotovili, aha, v bistvu so za doping uporabljali tudi to snov, zdaj pa lahko še to snov stestiramo. Zdaj vse te vzorce skladiščijo, kar pomeni, da lahko še se nazaj pogledajo, preverijo vse meritve, da vidijo, če je kdo slučajno bil na dopingu, ne? In mu lahko za nazaj vzamejo rekord, ne? Recimo, ali pa rezultat. In zdaj se pogovarjajo, da bi vse rekorde, ki so bili pred tem letom, ko se je to začelo, da bi jih pač preprosto zradirali, da jih ni več. Ne? Kaj ti meniš o tem?
Meni se zdi to ful butasto, ne? Meni tudi totalno. Ker pač zdaj jaz bom te vprašal, zakaj? Kaj je tak problem z dopingom? Je to res, ker se promovira nezdrav način življenja? Ja, malo je najbrž tega, ne? Ker se šport kao povezuje z zdravjem. Ampak to je rekreativni šport. Tekmovalni šport nikoli ni bil zdrav. Tako, ne? Ampak, pa se pravim, tako kot sem prej rekel, iz tega vidika, ajde, ne? Tukaj rečem, to je, ampak jaz pa tudi tukaj rečem. Ampak, jebe se mi. Ne, po drugi strani, ampak ne, zaradi tega ne bi ukinil, ne? Ja. Ampak, ne, pa če rečem, ajde, ta segment je sporen, recimo, zato, če se nekomu zjebe zdravje, ne, to res ni kul, ne. Ja, ampak se sam odločil. Itak, to je ena stvar, ampak... Ne, to je edina stvar. Sam se je odločil, pika. Ok, res je, ajde, no, ampak jaz bi rad bolj v tej smeri nadaljeval, da kaj je fair, pa kaj ni, ne, recimo, kaj pa nekdo, ki iznajde neko boljšo tehniko, ne, spet ima prednost. Tako kot je Telemark, recimo. Telemark. Ne Telemark, v skok, ne. Ja, Telemark pristanek je tudi... A ti si bil samo estetika? Ti si estetika, ti si ne ja, moreš doma. Ja, ta V. Prej so celo mahali z rokami. Ja, pa so skupaj imeli smučke, ne. In pa se je spomnil, pa je dal na razen in je zaradi tega ful slabe točke glede za slog dobival, ne. Je pa ful le letel, ne. Tako je. Čeprav zdaj v bistvu so spet neki ugotovili, da malo bolj skupaj treba imeti smučke, v glavnem nima veze. V glavnem, ja, lej, če nekdo, ki izumi neko novo tehniko v določenem športu, ne, ki ugotovi, da mu bolj pomaga, ali pa ne vem, nek vzvod, ne, pri bolilnih športih, ne, mu prej rata človeka na tla vršt, ima prednost, ne. Nekdo, ki se je rodil v bogati družini ali pa v nekem okolju, kjer je ful razvita šport, ima spet prednost pri nekom, ko trenira gor v neki zabačeni vasi v Sloveniji, ne. Isto, če si predstavnik, če si pač črnc iz Afrike, imaš večjo kapaciteto za tek kot belec, ki že ne vem koliko tisoč let ždi v nekih jamah sred Sibirije. Pol tudi, če si črnc, ful bolj skočiš v višino, daljino, kakorkoli, ne. Pač hočem reči, da to so razne biološke in tehnološke ovire, ki se jih da pač premagovati, in jaz osebno gledam na doping čist isto kot na nekoga, ki recimo ful spremlja svoj metabolizem in se recimo prehranjuje po nekem zelo strogem režimu, da ravno takrat, ko ima trening, da takrat pridobiva na mišični masi ali pa da takrat se mu neka prožnost mišic dela, kar danes je cela znanost narejena iz tega. Itak. Recimo ta ketogena dieta, recimo, ki v bistvu se postiš, ne, pa ješ samo to maščobe in tako naprej. To sproža ful enih reakcij v telesu, ki so zelo koristne za nekega športnika. Kaj je to drugače, kot pa to, da je nekdo ugotovil, da je neka snov, ki jo vzame svoje telo, v tvojem telesu sproži eno reakcijo. Meni to zgleda zelo podobno. Debata je bolj v smeri tega, da enim ljudem to ni všeč, da se to lahko s človeškim telesom dela. To je bolj vprašanje te svetosti človeškega telesa. Ja, jaz bi še malo bolj provokativen bil, ne? Ker tukaj je pač vprašanje fair playa, ne? Ampak, a ste, ne, folk, pripravljeni, ne? Bom kar poslušalce, 3 pozval. Ajde, pa rečemo pa naredimo šport, da bi bil res fair play, pa naredimo vse športe po rasah, ne? Ko si prej rekel, ok, košarka za črnce, košarka za belce, košarka... Ja, ful za nalašč, ne? Pa bomo lahko, in ok, podoben ne sme dopinga. Azic ne bo bil majhen več v svoji košarki. Tako, ne? Pa bi bilo pa zelo fair play, ne? Pa bi pa lahko primerili, a smo pripravljeni to narediti? Ne. Ne. Zdaj sem pa rasist. Vprašanje je, problem je v tem, da ljudje mislijo, da obstaja neka ta abstraktna ideja tega, čemu se reče, to je pa fair. In tega jaz mislim, da tega v osnovi ni. Da to je ena zelo otroška ideja, ki jo človek, ko je še zelo mlad, dobi ta občutek, to recimo, ko se mulci med sabo kregajo, ne. On je začel, to ni fair in tako naprej, ne. Ne vem, če že imaš ti to pred sebi doma, najbrž še ne. Ja, imam. Takrat se
začne neka ta predstava tega, da tvoj svet ima pač neka določena pravila in ko nekdo dela kontra teh pravil, to ni fair, ne? Ker imaš ti eno predstavo o svetu in to ruši tvojo predstavo o svetu. Vsak ima svoj pogled na svet, ampak ko se greš na take stvari, kot so športi in podobne zadeve, je pomembno samo to, kar se odloči ena komisija, ki se ji reče, da so šefi, in če se bodo oni odločili, da doping ni ok, prav, ni se odločili, da ni ok. Samo ne se delati, da je to kak večji fair play. To je samo, ker se je pač ena komisija nekaj odločila. Dol mi visi, kaj se je odločila. Za mene se lahko odločijo, da od zdaj naprej morajo vsi fuzbal igrati v dolgih hlačah pa v pancerjih. Prav, super, zelo zanimiv nov šport. Ne? Ja. No sej, ampak glih, da se naveže na fair play, v naravi ni fair playa. Ni ga. Kdo? Pač, če sem jaz sposoben si uloviti zajca za pojest, bom preživel, ne, če sem volk, recimo. Če pa ne bom pa crknil. Ja. Ostale bo bolilo kurac moje, so volke, pač fair play ali ne. Ja. To je pač, kar se tiče športa, ker šport je v osnovi naš klic nazaj v naravo. Zato je tak, kaj je. Ne? To je narava športa. En zmaga, drug zgubi. Ne? Da vzdržujemo to je ta naša želja potem, da ta naša želja po krvoločnosti, ali kako bi rekel tega. Ja. To hranimo s športom. To sem zdaj zelo grdo rekel. Ni, da zaradi tega ne gledam športa, ker pač mislim, da je šport za primitivce, ampak to vseh nas vzbudi te iste instinkte, kot so jih nas zbudili včasih lov na žival, ki ga je včasih zbudilo to, da si šel v vojno z nekom in tako naprej. To zdaj s športom pač svoj ego oziroma ponos, ne? Ponos, posledično ego bildaš. Pripadnost neko, ne? To se mi zdi zelo pomembno po športu. Ta občutek, da si del neke skupine, ne? In da ta skupina ali zmaga, ali pa če zgubi, bomo pa drugič jim pokazali. Ne? To je velik del športa. Itak, drugače je to točno to, kar sem jaz rekel, ne? Ko sem gledal, to bi bilo meni vseeno, ali gledam, ali pa sem pogledam na listu papirja točke. Ta je dobil tuk, whatever. Ker recimo kle, ne? Jaz fuzbala ful ne maram gledati, ker mi je dolgocajtno za popizdit. Ja. Ful rad pa pogledam rezultate. Aha, zakaj? Ampak v bistvu rezultate, če sem ful konkreten v slovenski ligi, zato ker je Krško v prvi ligi. Ker je Krško zdaj že 2 leti v prvi ligi in se mi zdi, wow, super, ne? So pršali, ne? In to pa pogledam, ne? Rezultat me pa zanima. Oziroma, ne vem, zdaj je bil finale Lige prvakov, ne? Sem pač pogledal rezultat, ne, ker me sam zanima, kdo je zmagal, da lahko pol se naslednji dan kaj pogovarjam. Ampak če bi recimo Krško, kako se reče, reprezentanca, da je pol Krško postane reprezentanca? Rok, ne. Ne poznam točno. Ne more Krško samo v ligi igra. In kaj, če Krško zmaga v ligi? Je pač prvak lige, ne. Reprezentanca so pa vsi slovenski najboljši fuzbalerji iz različnih klubov zbrani na kup. Zbrani na kup, ok. Tako. Okay. Liga ima pa klube med sabo. To zdaj... Pa liga, ja ne vem, ker ne poznam teh stvari. Nazadnje sem to gledal v 7. razredu, pa nisem najbolj spremljal. Ampak še to, ne, pač ni nujno, da so reprezentanco tvorijo, da moraš biti pač državljan določene države, da si v njeni reprezentanci, ni pa važno zdaj, v kateri državi, v katerem klubu špilaš. Samo moraš biti državljan. A moraš pa biti državljan. Za reprezentanco moraš biti državljan. Tako. Medtem ko v ligah pa lahko igra kdorkoli. Ja. Ker pač klub kup nekega igralca. Klub je firma, ne? Ja, ok, razumem. Zdaj mi je to bolj jasno. Pa res to nisi vedel? Ne, nisem vedel tega. Aha, ok. Ja. Jaz veliko stvari ne vem, veš. Sploh kar se tiče športa pa avtomobilov. Ker, kot sem prej povedal, to dvoje mene ne zanima. Mene tudi avtomobili ne zanimajo. Zakaj pa tebe ne zanima? Ja, me ne. Mislim, zdaj so me začeli zanimati, ko je noter, ne vem, Tesla pa to, ne? Ja, dobro, to tudi mene zanima. To me zanima. To so avto ni. Ne? To je nekaj čist drugo. Ja. To je vesoljska ladja, pizda. Ampak ne, nikoli mi niso tako avti zanimali, ne vem. Ne znam pojasniti. To mi je bilo tako, v osnovni šoli samulci so se zbirali na kupu, pa že tisto, veš, ko so bile tiste karte. Ja, ok, ti so rad igral. To sem isto da. Ja, imam večjo cifro, ne? To mi je vesel, zato kjer avto je to. Oni so pa pojeli tiste revije avtomobilske kupovali, pa so gledali, pa so se pogovarjali, tam ima tu kubiku, tega bom jaz imel tega, to je za nič, pa to. Ali pa to, jaz nikoli nisem prav ogabno mi je bilo to. Jaz recimo nimam želje, zdaj pa ful nujno rabim Mercedes, BMW, te znamke, kao prestiž, ne. Ma dol mi visi, jaz hočem imeti avto s čim več opreme z gadgeti, veš.
Sej, zato ti je pa Tesla všeč, Ja. to je James Bondov avto. Ne? Tako, ne? Čist tak je. Ker recimo moj C4 ne, ima več opreme, v bistvu bolj tehnološko napreden kot nek BMW 10 let star. Sam en si bo raje kupil BMW-ja, kar je status, jaz sem pa raje C4, ki imam to lučko, ki imam uno, veš. Tam okoli novega leta sem mogel avto dati čez tehnični pregled, ne? In mi je kolega zrihtal kontakt od enega, ki se tako malo špila s tem avtomobilom. To sem ti razlagal, kako kimaš. Ne, to si že, ja, razlagal si že enkrat. Na podcastu? Ne na podcastu, ampak... V glavnem, ta kolega mi je pač zrihtal avto, rabil sem spredi, nekaj bilo z lučmi narobe, pa nekaj s podvozjem je bilo narobe. Ne? In imam pač to porihtal, to je en tip, ki v prostem času, drugače programer pa tako, ampak v prostem času pa šraufa avte, ne. In ker sem se pelil z njim ki je enem drugem dal porihtati reflektorje, smo se potem zapeljali tja, da sem jaz tam avto pobral, ne. In sem se vozil v njegovem avtu, ne vem, ne spomnim se sploh, ne kjer model je, ne kjer letnik, nič, ker meni to ne zanima, ampak ko mi je on začel v tem avtu razlagati, pa me je pa začel zanimati, ker on je povedal, da sodobni avtomobili so zdaj itak vsi imajo noter elektroniko oziroma imajo računalnik noter, ne, ki upravlja vse, od ubrizga do voza kisika, vse je prek računalniških programov narejeno. In on je rekel, da on v bistvu si je svoj avto tako spimpal, da je na netu najdel neke druge karakteristike, ne, še pol sam jih je malo popravil, da njegov avto zdaj ful boljši pospešek ima, ful boljšo porabo ima, kot jo je imel direkt iz trgovine. Stovarniška nastavitev, aha. In mi je bilo to tako zanimivo, ker to mi pa je zanimivo, to je pa hackanje avtomobila, ne? Ker tisto mehansko hackanje mi ni bilo zanimivo, ker sem videl, da to je neka čist posebna veja znanja, ki bi mogel res globoko iti v to noter, da bi razumel vse te mehanske stvari, ki se tičejo motorja, ne? Zdaj, ko je pa to tako računalniško, sem pa rekel, to pa jaz nisem sploh pomislil, da logično, ne? Zdaj, ko so računalniki v avtomobilih, logično, da pol moraš ti neki tam v enem programu na računalniku drugače narediti, pa bo se drugače avto obnašal, ne? In to mi je bilo tako... Ja, v bistvu mene tudi vedno bolj softversko zadnje stvari zanimajo, kot pa hardversko, ne. Tako da ja, seveda, ne, doping, ne. Ja, če se vrnemo nazaj. Če se vrnemo na doping, ne. Ja. Je pa še z eno drugo stvarjo povezan, ne, ki pa naju zelo zanima, Rok. Ja. Na katero temo misliš, da se doping še navezuje? Jaz mislim, da navezuješ na to človeško augmentacijo, ampak nisem prepričan, če o tem. Ja, govoriš, ali o genskem inženiringu, o čem. V bistvu ja, točno. Augmentacija in genski inženiring, ne, ker v bistvu tudi v dopingu se zdaj govori o genetskem dopingu že, ne, da si pač s pomočjo raznih spojin spreminjaš genski material in, ne vem, bolj prožna mišico dobiš in take zadeve. Ja, se to zdi zakon, super. Čim prej super človeka razvit, ne. To, kar je Hitler hotel doseči, ne. Zdaj smo ti že bolj provokativen. Ja, no, mislim, ampak dejansko tega so se lotevali nacisti, ne, eugenika se tem reče, ne. Sem da eugenika se je lotevala tega na zelo kontroverzen način, ne, gremo na ljudeh eksperimentirati pa videti, kaj se zgodi z ljudmi, ne. Pa v času, ko sploh niso razumeli še genetike, ne, so oni tega lotevali, sploh niso razumeli nič v zvezi s tem, ne, so mislili, da bomo človeka podlegli nizkim temperaturam, pa bomo videli, če se bo mogoče kaj adaptiral na to in take bedarije so se šli, ne. Ok, ni bilo to ključno, oni so hoteli videti, če lahko kaj vbrizga v človeško telo noter taga, da bi v bistvu se lahko naknadno adaptiral hladnim razmeram, ne, ker so... Antifriz. Ja, antifriz, ja. Sem klene, recimo, je pa... Mislim, no, povej mi ti, Tine, a ti si na strani Hitlerja, kar se tiče človeške augmentacije, ali kontra njemu? Ne, nisem na strani Hitlerja, ne. To nikoli ni dobro, da si na strani Hitlerja, ne. Me pa človeška augmentacija zelo zanima. Aha, ja, ampak Hitlerja je tudi zanimala. Ja, pa mislim, da v napačno smer moraš ta pogovor. To ni. No, to je, kaže, pes brca v... Ne, kako je že ono? Brcaš v temo? Ja. Što so te stare fraze, ki jih jaz nobenih ne poznam, ne. To boš zdaj zrezal. Ne bom zrezal, to bo vse noter, vse s tem Hitlerjem.
To s Hitlerjem sploh ni kul, ne. Zakaj pa prej, ko si govoril o rasah, pa o tem, da bi tekmovali vsaka rasa zase, tisti je bilo ok, zdaj ko sem pa Hitlerja omenil. Zato, ker Hitler ima v bistvu zelo negativno konotacijo. Rasizem pa ne. Mislim, sam Hitler je full folka pobil, ne? Ne? Ja, rasizem tudi. Ja, sej, Ker je posledično, v bistvu ampak... Hitler je del rasizma, ne? Če bi šel na Wikipediji, veš, ko imaš te teme, ne? Ja. Racism, ne? Imaš spodaj... Prvo Hitlerja. Ja. Štekam, ne, sem pač... Ok, umenil sem rasizem, ker je provokativna zadeva, Hitler mi pa tumačaj. Aha, Hitler ti je pa preveč provokativen. Ne, kul je, da si ga prej umenil, lej. Ti si čist kul. Sem da pa hočeš v tej smeri pogovor z mi pa nikoli. Ampak to je debata, to je ta, ne, Goodwinov zakon je to, ne. Vsaka debata, če bo dovolj, na internetu, ne, vsaka debata, če bo dovolj dolgo trajala, bo slej ko prej se začela o Hitlerju pogovarjati. Okay. Vedno bo nekdo pa rekel, ja, ampak Hitler, bla, 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 ne. Se pravi, to je isto, kot na slovenskih forumih, ko se začneš pogovarjati o solati, so takoj domobranci in komunisti. Rdeči pa beli, ja. Takoj priješ gremo na to, ja. Ampak dobro, dragi... Rdeč pa bel, ne. Ja, imaš prav. Ja. Ampak, dragi poslušalci, dej jaz bi to rad v bolj pozitivno stvar zapeljal. Lahko jaz potegnem črto? Da razložim, zakaj sem šel na Hitlerja. No, prosim. Zaradi tega, ker človeška augmentacija, ne, kot, se pravi, to je ideja tega, da bi človek, augmentacija je grda tujka, pač človek, da bi sebe nadgradil tehnološko, biološko in na kakršnekoli načine, da bi postal boljši v nečem, ali v pomnjenju, ali v hitrosti, ali v čemerkoli. Bolj zdrav. Ja. Zakaj sem Hitlerja omenil, poleg tega, da sem hotel biti provokativen, je zaradi tega, ker to je ta kontrargument proti temu, ne. Tja pride ta debata, razumeš? Slej ko prej, ko začneš govoriti o človeški argumentaciji, ti bo nekdo Hitlerja fuknil ven, ne. Ja, to so nacisti probali, to se ne smemo iti, ne. Ampak sem zaradi tega, ker se je nekdo, ki je negativc nečesa šel, še ne pomeni, da je tehnologija sama slaba, ne. On se je na napačen način lotil. Ja, to je tako kot recimo, ko ljudje izvejo, da sem jaz vegan ali pa da je nekdo vegetarijanc, pa reče, ja, Hitler je bil tudi vegetarijanc, ne. Aha, okay. To ni... Dobar, ok, dej gremo naprej, no, o argumentaciji malo več. No, pa povej ti. Ja, ne, jaz sem zdaj o Hitlerju govoril, ti pa zdaj o argumentaciji povej. V glavnem, z argumentacijo se pojavlja pač ena zelo popularna tehnologija zdajle, pa sem jaz mislim, da že v 2 podcastih v šovnovcu dal CRISPR. Ja. Pa mogoče ti razložiš, kaj je CRISPR. Ok, človeška genetika je nek, rečemo temu, načrt, mislim, naš DNK oziroma naš genom je načrt tega, kako se naše telo zgradi. To imaš, ko foter mamo oplodi, od takrat dalje je ta načrt narejen in že od takrat se v bistvu lahko približno ve, kakšno osebo boš odrastel. Tudi, kar se tiče osebnosti in tako naprej, je dosti stvari, vsaj nastavljenih, lahko se pa z vzgojo seveda spremenijo, ne. Zdaj, genski inženiring je v znanstveni fantastiki že dolgo zelo zanimiva tematika in tudi v javnosti je bila, ko je genetika se začela razvijati, ideja tega, da bi človek si lahko svoj genom, svoje DNK bi si spremenil v celem telesu in bi na podlagi tega pol, ne vem, mu nova roka zrasla. To je bil zelo butast primer, ne. Lahko bi, ne vem, postal bolj odpor na določene bolezni, lahko bi si dal v genetiko noter, da bi mu zeleni lasje zrasli namesto rjavi in tako naprej. Zdaj, to je že zelo dolgo možno v teoriji. Tam nekje v 90-ih letih so prvo klon naredili, ne, Dolly, ta ovca, ki sicer pa je kmalu umrla. Ampak problem vseh teh genskih posegov je bil samo v tem, skoraj izključno samo v tem, da so bili zelo zahtevni, zelo komplicirani je bilo spreminjati genetiko naknadno, ker si moraš predstavljati, ti imaš v svojem telesu, imaš, ne vem, milijarde celic in zdaj vsaki celici bi rabo ti da DNK spremeniti, oziroma vsaj vseh, kjer so povezani s tistim, kar bi rad spremenil, ne. Kar je težek poseg. CRISPR je v bistvu samo novo odkritje na tej fronti, da lahko v bistvu na precej bolj pocen način, pravzaprav, precej bolj enostavno, precej bolj ugodno je posegati v nek obstoječ genom in spreminjati nek zapis. Ker
kaj je CRISPR? CRISPR je nek mehanizem, ki že obstaja ne v človeškem telesu, ne v bakterijah, kje so ga odkrili. Ne vem, če v bakterijah, v glavnem jaz En virus ali ko? Virus, kako v bistvu on, tako pač v enem videu od Kurzga Zakta, pokazano, kako en del vijačnice odreže stran, pa drugega noter daš. Ampak to je nek sistem samoobrambe, mislim, da so ga neke bakterije to razvile. Nisem čisto prepričan, da je v bakterijah noter, lahko da je tudi v človeku, da čisto narobe govorim. Poglejte si video. V glavnem, poanta je predvsem v tem, da je to sistem, ki ga je narava že sama razvila, kar pomeni, da je že sam zase zelo efektiven, zelo enostaven je in pa so celo videli, ko so začeli eksperimentirati s tem, da dejansko je zelo enostavno temu mehanizmu, temu CRISPR-ju reči, da namest te spremembe, ki se tiče tistega virusnega obolenja, narediti to drugo spremembo. Sam neko drugo kodo daš noter in bo nujno drugo kodo spremenjeno. Kar pomeni, da ti lahko CRISPR v laboratoriju vzgojiš, pa mu rečeš, celoten genski zapis, ki se tiče, kaj svem, Alzheimerjeve bolezni, če bomo kdaj odkrili točno, kaj tvori Alzheimerjevo bolezen, to spremeni v človeškem telesu in bomo to lahko z injekcijo našopali človeka s tem in bo v 2 mesecih bil pod narekovaj ozdravljen potencialnega Alzheimerja, ki bi ga dobil čez 20 let. Ne? V glavnem s to tehnologijo se je v bistvu glih ta genetski inženiring ful pocenil, ne? In mislim, da lahko celo na spletu kupiš prav te hobi kite, ne? Ko si sam namešaš, ne? Pa sam lahko začneš testirati. Ne, ampak ne da že na sebi, da pač v glavnem že lahko neke eksperimente delaš. Ja, v glavnem zelo ugodno je, skratka, no? Ker se je pocenil tako za 100-krat, kar je fejst velik napredek. Kjerkoli pogledaš v tehnologiji, ko se naredi taka inovacija, ta inovacija pripelje za sabo vsega in svašta. Ker recimo pač, če govorimo zdaj o človeški argumentaciji, so najmanj 2 fronte. Eno je ta biološka, ne? Kako v bistvu se biološko, si gensko pač zadeve spremeniti, pa se ozdraviti ali pa nadgraditi. Drugo je pa pol human-machine interfejsi, ko se dogajajo. Ne? Ja, in zdaj, ker se bliža to obdobje te singularnosti, ne? Če bomo mi prav čas razrešili vprašanje transferja med digitalno inteligenco pa človeško inteligenco, da bi lahko AI povezali z nami, ne? Da bi bil personal AI, vsak svojega imel, bi se lahko s tem nadgradili kot ljudje, bi lahko prišli naslednjo pod narekovaj evolucijsko dobo človeštva. Ne? In zdaj genski inženiring bi pri tem definitivno lahko ful pomagal, zato ker bi lahko neke določene obstajajo čist tehnične, tehnološke ovire v tem, koliko podatkov lahko sploh, kako hitro lahko potujejo podatki po človeški hrbtenjači. In to je ključna ovira pri povezovanju med umetno inteligenco in človekom. In če pogledamo vse te inovacije skupaj, če jih damo na isto mizo, tle imaš genski inženiring, tam imaš umetno inteligenco, lahko zelo hitro pridemo do tega, kar sem jaz že par podcastov nazaj v prejšnji sezoni namigoval, o človeški nesmrtnosti. To ni več tako daleč. Ne? Sej, recimo, na to temo se dosti Peter Thiel ukvarja, ne? Veš, kdo je Peter Thiel? Ne. On je co-founder PayPala. In pač zelo znan in priznan in spoštovan podjetnik, serijski podjetnik in investitor v Silicon Valley. In zadnje čase se on zelo začel v bistvu s tem vprašanjem nesmrtnosti ukvarjati, ampak ne na način, kao ne moramo umreti, ampak glih iz tega vidika, kako ozdraviti te bolezni oziroma kako spremeniti človeško telo, ne, da ne bo umrlo, pač, ker to so dejansko, kaj je smrtnost, je, da pride do razpad človeškega telesa. Tako pač, čist tehnološko, ne, mehanske neskladnosti se zgodijo, ne, neki več ne, recimo mišica srčna ti več ne bije, ne, in zaradi tega umreš, ali pa ne vem, se ti jetre zasičijo, imaš, ne vem, cirozo in ne opravljajo svoje funkcije, ne, čist mehanskega izvora, oziroma tehnični problem, ne, človeška smrtnost je tehnološki problem. Ja, čist. In ti bi bil nesmrten. To sem večkrat že postavil, to vprašanje veliko ljudem in vsi rečejo ne. Jaz sem par let nazaj, ko sem bil še na faksu, sem tako razmišljal, ne, da meni se ne bi dal več kot 80 let živeti.
pač čakaj, ne? Ja, okay. Takrat sem tako razmišljal, pa itak bom do 80 leta bom vse doživel, ne, pa zakaj bi, ne, mislim, brez veze, ne, ampak zdaj pa bi bil, zato ker bi si rad, ker si želim čim več stvari doživeti, čim več stvari sprobati. Ja, predstavljaj si potovanje po vesolju, ne, to še ni tako blic, ne, ampak da bi mi to doživeli. Ja, bi bilo vrhunsko, ne. Zakon, ampak jaz bi še mogoče ena bližnja prihodnost, ki se mi pa zdi zelo realna, ne. Kaj, potovanje po vesolju se ti pa ne zdi realno? Ne, pač ti si, ne, to sem zato tako rekel, ker sem mislil, da ti misliš bolj tako, res, mislim, kamorkoli po vesolju, ne. Kamorkoli. Ne, tako dolge, res dolge distance. Jaz pa bi pač, spet razmišljam po korakih, ne, sem full fan Ilona Muska, ne, jaz bi pa rad šel živeti na Mars. To bi bilo zanimivo. Saj recimo ne razmišljam tukaj naprej kot ti, ampak v to pa verjamem, da bo Elon Musk sposoben narediti, ne, mogoče pač postaviti temelje in da on bo recimo umrl, ampak bo pol že nekdo za njem. V glavnem, verjamem, da bo kmalu na Marsu mesto, kolonija, ne, in tam, za začetek bi rad šel tam probati, ne. Kaj pa to vprašanje števila ljudi, ne? Ker recimo, če rečemo, da 20 let prihodnosti smo, ali pa 50, kakorkoli bo pač trajalo, in zdaj smo ugotovili en način, ne glih mogoče, da smo že nesmrtni, ampak recimo človek zdaj že vemo, da lahko, če ne umre zaradi nesreče, lahko živi že 500 let. Ne? Imamo posebno to željo po reprodukciji, ne? Željo po tem, da imamo svoje lastne otroke, ki jih vzgajamo naprej in tako dalje, in se širimo zdaj kot en tak virus, ne? A vidiš le kako težavo? Se pravi, da če postanemo nesmrtni, oziroma če si podaljšamo življenjsko dobo, da pač če vidimo tem težavo. Ja, ne, ker že zdaj, ne, skozi govorimo, kak je problem da je tudi lakota, sicer je vedno manj, ne, ampak potem, ja, tukaj malo vidim, ne, lahko postane nasičena zemlja, ne, oziroma omejeno število resursov imamo, oziroma da se obnavljajo, potrebuje en določen čas, ne. Tako da iz tega vidika bi mogli iti drugam, oziroma iznajdeti nove načine, ne. Jaz mislim, da moramo mesta ponovno izumiti, na nov način. Moramo jih drugače začeti delati. Meni je zelo všeč ta ideja teh arkeologij. Poznaš to koncept? Ne. To je ark kot architecture, pa ology kao ecology, ne? Se pravi, arhitektura, ki rešuje ekološki problem, da naredi zaprt sistem. Se pravi, mesto je zaprt sistem, ki sam zase skrbi. Se pravi, da imaš v mestu samo skrbo vsega, tudi vse. Dejansko arkeologija je tak koncept, ki ga lahko tudi na Mars, kjer ni lufta sploh. Ga daš in tam funkcionira. Ne? In če bi mi to razrešili, da bi mesta postala bolj podobna temu, pač s časoma, ne? Da bi se začeli odmikati iz narave in bi v naravo hodili samo kot obiskovalci, kar bi bilo boljš, ne? Kot pa da v njej gradimo 3 nadstropne pisane hiše, ne? Bi s tem zmanjšali naš odtis na zemlji, ne samo v smislu tega, koliko jo uničujemo, pa tudi tega, koliko dejansko površine zavzemamo, ne? Ker mesta so že tako zdaj rešujejo, mislim, mesta zavzemajo precej manjšo površino kot podeželje, ne? Ja. Za isto količino prebivalstva. In zdaj, če bi ta mesta še bolj funkcionalno naredili, da bi transport v mestih bil lažje urejen, da ne bi imel teh nemogočih cest in vsega tega, ne? Bi veliko teh težav rešil, ne? Sploh pa to je tudi ena tako malo znanstveno fantastična, ampak stvar za razmisliti v prihodnosti. Tudi če naselimo, Zemljo, pa da pol naselimo še Mars, pa ne vem, če še kak drug planet, ki ga lahko naselimo, mogoče Venero, če na njej... Ne, bolj tole Evropo, ne, Jupiter v Luno. Ja, dobro, tam mislijo, da je življenje, sem ni primerna za nas. Ja, meni se zdi pa, da celo... Ne, Evropa je ta, ki ima v spodi to jezero, ne? Mislim, to
pod Ja, površjem je. kjer je pa pol una druga, Titan? Titan, ja. Glavno meni se zdi, da ena od Jupiterjevih lun, da je tudi kao, da bi Ja. bila primerna. No, ampak vse Venera bi bila tudi, samo mogli bi obrniti s toplo gredo. Ne? Ja. Rabili bi to zminimalizirati iz teh 400 stopinj Celzija, spraviti na enih prijetnih 20. Ne? Ja, naprimer. Ta malenkost. Ne? Ampak daj bi se, teoretično, ne? Če prijemo do te stopnje. Ampak ne vem točno, kako se reče temu merjenju civilizacije, ampak civilizacija ima ene par faz. Ne? In mi smo zdaj v drugi fazi. Tole je ful dobro tudi razloženo v videu od Kurzgesagta, ne? So 4 stopnje. Tako. Sam ne, mi smo že v bistvu v tretji. Dyson Sphere je pred zadnja, tako da nismo v tretji. O tem govorim, da pač ko ti popolnoma, nekaj zdaj trenutno prihajamo do točke, ko bomo lahko rekli, da smo zemljino energijo izkoristili. Ne? Da smo jo osvojili. Zemlja je zdaj naša na nek način. Ne? Kot če bi gledal Zemljo kot eno baterijo, mi smo zdaj iz nje vse ven ponudili, kar smo lahko, imamo še mogoče 200 let še tega, pa je pa čist konc Zemljo, če ne bomo šli na novo fazo. Ne? Naslednja faza je, da izkoriščati začneš celo svoje osončje, v katerem živiš. In zadnji korak v tej fazi je Dyson Sphere, se reče, ko v bistvu okoli celega sonca zgradiš reaktor. Ja, te kolektorje, ki v bistvu izkoristijo vso energijo sonca, da napajajo civilizacijo dalje. In to je toliko energije, da si mi sploh predstavljati moramo, kaj vse je človek zmožen s toliko energije početi. Ker glavna ovira v tehnologiji je vedno energija. Nam primanjkuje vedno energije. Oziroma slaba Dobro, izkoristek, ja, ne? ampak Posledično. Ne, ja, tudi no. V glavnem to, pol naslednja faza pa je cela galaksija, ne? Je naslednja faza civilizacije. Ne? Da pač civilizacija živi po galaksiji celi. Ja, tako. Ne? Najprej mora celo sončje osvojiti, pa celo galaksijo. To je čista teorija. Ne? Ampak daleč smo še od tega, da bi celo sončje osvojili. Ni vprašanje tega, da nas je že preveč, samo preveč nas je za to, na kak način zdaj živimo. Rabimo nov način življenja. Ne, sem pa tukaj v bistvu govoril v enih drugih 4 stopnjah razvoja civilizacije, ko pa tudi vmes govori, kako potem prvo smo rabili ful ljudi, ne, zato da so pomagali nam delati na polju, ko smo si fizično delali, pol vedno manj, ne, in da tudi po teh napovedih, da koliko že celo reče, da 12 milijardni človek se ne bo nikoli rodil glih iz tega vidika, ker pač bo to ravnotežje med rodnostno pa umrljivostjo, pač v to limito se gre. To je en video od Kurzgesagta, ga bom poiskal, pa bom pokazal. Nisem ga pogledal, tako da moram še pogledati. Zanimivo, ampak tam tudi govori o teh 4 fazah. No, in zdaj smo Jaz se ne bi strinjal s tem, ampak moram pogledati video, da vidim, čem dejansko govorijo. Ok, torej ti si pol pro-genski inženiring. Pro-genski sem, ja. Bi si tudi sam kaj dal porihtati. V prejšnjem podcastu sem povedal, da sem inženir po izobrazbi. Bi tudi kaj... Izum naredil. Ne izum, kako tehnološko stvar, ne? Jaz sem bolj kako robotsko roko in v tem smislu ni nujno, da je gensko. Pač argumentiral bi se. To se ful dobro ukvarja s tem vprašanjem igra Deus Ex. Že prva igra, ki je iz 99. leta, ena mojih najljubših iger. Ampak tudi pol tretji pa četrti del sta se zelo zanimivo lotila te teme. Deus Ex Human Revolution pa Deus Ex Mankind Divided. Govorita o tem obdobju, mislim, da se tam okoli 2030 ali nekaj tako tem obdobju govori. In so ljudje, imajo mehanske roke, implante v možganih in tako naprej, se v bistvu augmentirajo mehansko. Ne? In se pojavlja se nove sorte rasizem, nove sorte odpor proti tem ljudem. Ne? Imaš ljudi, ki so naturalisti in pravijo ne, nobenega posega, pa ljudi, ki pravijo gremo se razvijati. In se pol zgodi en tak clash med tema dvema skupinama. No? In na podlagi tega je pa cela zgodba narejena. In mislim, da so se dobro lotili tega, no? Kak se družba odzove na take inovativne spremembe. Recimo Designer Babies, ne? Ko je v Kurzgesagtu omenja.
takoj ko prvega otroka se nekdo odloči, ja, moj otrok bo imel pa modre oči, od takrat dalje ni več poti nazaj. Ne? Ko en reče, da bi imel zelene, bo kar naenkrat v bazenu, genskem bazenu človeštva, bo zdaj gen za, mislim, zelene oči tudi obstaja, ampak recimo, ne vem, vijolčaste, ko so v Game of Thrones, ne, Targaryenci imajo vijolčaste oči v knjigah. Zakaj pa ne? Bo nekdo to razvil in od takrat dalje bomo ljudje lahko imeli vijolčaste oči. Banalen primer, ampak ko enkrat to spremembo narediš, več ni poti nazaj. Zato je zelo pomembno, da preden narediš te prve posege, res dobro premisliš o posledicah. Ne, jaz bi pa tudi rekel, zakaj je tak tabu v genetskem inženiringu, predvsem primarno glede gensko spremenjene hrane, ne? Zato, ker se v bistvu ljudje se sploh ne zavedajo, da genski inženiring obstaja že, ne vem, 10.000 let, ne? Odkar je, oziroma 12.000, če smo natančnejši, ne? Odkar se je začela ta sodobni človek, civilizacija. Agrarna revolucija, ne? Ko smo kultivirali žita in tako naprej, oziroma začeli gojiti hrano sami. Pa živali. Od takrat naprej se že dogaja genski inženiring, ker genski inženiring je tudi to, da jaz naberem pač bolj debela žita, jih ločim od tistih bolj, ko so slabša, in jih posadim ta debela, ne? Ker hočem imeti boljša žita. In to ves čas delam. Ne? Ampak zdaj pač prišlo to do neke više ravni. Ampak zato genski inženiring je ves čas med nami. Ne? S tem, da tukaj si dal zdaj primer rastlin, ne? Pa isto lahko rečemo za živali, psi in tako naprej, ne? Ampak lahko rečemo tudi za človeka. Človek se je s tem tudi spremenil. To, da lahko danes v odraslost večina ljudi pije mleko, to je posledica našega civilizacijskega napredka, pa tega, da smo začeli piti živalsko mleko, ne? Kar ni v naši konstituciji bilo prej, ne? Ta odpornost na laktozo. Ne? Ne par je takih sprememb, ki so se zgolj zaradi tega zgodile, ker smo določene civilizacijske napredke doživeli. Ne? Ker recimo zelo krut genski inženiring so delali naprimer Špartanci, ne? Ko so metali dojenčke, ko se jim niso zdelo ok, so jih vrgli v jamo in to je to. Ne? To nisem vedel, da se to dela. Res? Nisi tega vedel? Jaz sem pač mal fan tudi te antike pa tako, ne? Smisel, da še rekel, da si fan te prakse. Ne, prakse sploh nisem fan. Antike pa ja, v glavnem, tudi v filmu 300 to vidiš, ne? Tam še bolj tako prikazano, ampak tudi oni, ne? Ja, se tam je res bilo to. In genski inženiring se ves čas dogaja, ne? Pa verjetno zdaj v tem času upam, no, to je pač moj idealistični pogled, da na nek človeku bolj sprejemljiv način, oziroma ne na tuk krut, bi rekel. Kako to misliš? Se pravi, da zdaj genski inženiring gre v to smer, da, ne, če zdaj spet Hitlerja omenim, ne? Pa sem upal, da ga ne boš. Ne? Da ne na okruten način, ampak na način, kjer se bi... Za dobro človeštva in za našo prihodnost. Za dobro človeštva. Sam problem je, da moraš imeti, ne, to je vedno ta težava tehnologije, ne. Ok, en razvija neko tehnologijo, nekdo drug je pa pol uporabi za nekaj druga, ne. To je vedno nevarnost vsake tehnologije, ne. To, ne vem, ali sem že v podcastu odgovoril, ne. Pri vsaki stvari tako, ne, ko se skoro meniš z nožem, ne, si lahko namažeš pašteto, ne, lahko greš enega štihniti. Ja. In vse je v človeku, ne, ni nož kriv, ne. Tako. Človek je kriv. Ok, zdaj smo pa prišli do konca, ne, in nazadnje smo se v koncu pogovarjala, da bova razrešila to vprašanje, in ko smo se prej pogovarjala o tem, kako bi današnje snemanje potekalo, smo rekla, da bomo sprobala par koncev, ne? Oziroma bom se tega drugače lotil. Zdaj smo prišla do konca, ne? In zdaj rekla smo nazadnje, da bomo konc razrešila, ampak neke konkretne rešitve še nimava, ne? Tako da jaz predlagam, da danes sprobava par koncev, pa bomo pa videla, če nam bo bil kjer všeč. Tako da kar dej, Tine, prevzami prvi. Težka naloga ta. Kako bi zaključil? Mogoče za začetek, kot radijski voditelj. Kako bi radijski voditelj zaključil sinapso? Kot radijski voditelj? Ja. Hvala, ker ste bili danes z nami, ker ste... Bližje mikrofon. Kaj spet dramatično. Mal, ne tuk fejst, ampak... Dragi poslušalci in drage poslušalke, hvala, ker ste bili nocoj z nami.
ker ste bili na najboljšem podcastu na internetu. Slišimo se zopet prihodnjič in ne pozabite, povezujemo se, sinapsa. Ok, kam pa zdaj jaz prvo? Ja, ne vem. Imaš kak predlog? Morate, jaz sem rad predlog. Aha. Ti bi Mislim, jaz sem se potrudil, sem ti nekaj sorry, dal, res, sem veš, mogoče v smislu, da zaključ na način, da poveš nekaj pametnega, se pravi, da podaš bottom line celotnemu pogovoru. Tako kot Jerry Springer na koncu imel vedno tisti govor, ne? Jerry Springer. Ja, veš, na koncu imel vedno ono resno, na koncu, ko so se vsi stepli, pa na koncu pa on šel sam pred kamero, pa je povedal, zato se moramo imeti radi, ne se kregati in tako naprej, vedno je imel isto. Ok, jaz sem bolj mislil v tem smislu, da narediš kao bottom line, ne? Danes smo se pa naučili to pa to. Tako kot učitelj. Ja, naprimer, ja. Poučim podcast. Tako, ja. Okay. Tako, drage poslušalke in poslušalci, sedaj smo prišli do konca oddaje in seveda je zdaj spet čas, da se vprašamo, kaj smo se naučili. Ja, čakaj. Se ne rabiš spremeniti glasa, ne? Ja, pa moram. A ja. Moram. To se mi zdi, da je ključno. Ne, ali pa jaz bi, veš, v tem smislu, ko imaš nek keynote, ne, na eni konferenci in pol se vsi pogovarjajo, ne, pa vsak še zaključno misli. Zdaj resen, ne boljše, da sem tak. Da si zajeban. Da sem malo tako, ja. Ne, dej pa reči kot Jerry Springer. Ok, moralno. Ja. Tako, prišli smo do konca. In vedno, ko pridemo do konca, se moramo vprašati, kam smo sploh potovali. Kam smo potovali z današnjim podcastom, kam potujemo v življenju. In seveda se lahko spomnimo na Tinetove besede, da potrebujemo fokus v svojem življenju. Da potrebujemo neko smer, v katero potujemo. Da ni dovolj, da samo razmišljamo, da včasih potrebujemo tudi tvegati. Da rabimo narediti kak korak v smer, v katero nas kliče naše poslanstvo. In kadar naš fokus in naša predanost ne bo bila dovolj, vedno obstaja druga pot. Pot genskega inženiringa. Več lahko izvete na www.genskinjeniring.si, kjer lahko že danes naročite kit, s katerim spremenite svojo prihodnost. To je vse za danes, adijo. Dobro je bilo. Ja, dobro. Jaz bi tako rekel, ne? Jaz bi tudi dal eno tako moralno. Ok. Dragi poslušalci in drage poslušalke. Ti moram dati spodaj musko? Pojď. Kaj prav pri tem? Pri tem, ne pri drugih, sam pri tem. Ja, pri tem mi pa ladaš, ja. Glavno, drage poslušalke in dragi poslušalci, ne se bat razmišljati o različnih barvah, ker kadarkoli... Tako, pač podcast je na koncu in jaz bi se rad navezal na to, kar so se pogovarjala, ne. Če imate radi različne barve, še ne pomeni, da ste rasisti. To je to? Ja. To je bilo, veš kaj, to mi je ampak ta mucka, ki je bila zdaj spodaj, je bila preveč dramatična, glede na to, dal bi ti napotek. No, prosim. Vse to isto povej, ampak povej kot, da si ful depresiven. Ful depresiven. Zdaj bom malo raztegnil nazaj s temi barvami. Seveda, ker si depresiven. Ne, pa rač bi bil dramatičen kot depresiven. Ker ne vem, kak bi bil, Pač samomorilska nagnjenja imaš, A ja, tako prav? Ja. Drage poslušalke in dragi poslušalci. Jaz, pač moje osebno mnenje je, ne, da lahko, da ni problem, če imamo radi barve, če imamo radi različne barve. In če imam jaz rad različne barve, še ne pomeni, oziroma, glih kontra, ne? Če nimam rad ene barve, še ne pomeni, da sem rasist. 6, 1. Ja, dej, prosim. Povej mi. Zdaj sem se sam svojega spomnil. Zdaj bom ti dal pol sugestijo. Jaz ti bom zdaj dal sugestijo, da nekako probaš, ne vem, ni glih kul, da imaš v svojem kontentu Hitlerja, ne? Zdaj probi ti iz tega ven tako narediti, da bo to dober podcast. Čakaj, pozitiven spin na Hitlerja, moram narediti. Ste prav razumel? Ja, ali pa kot neko opravičilo, ne? Kao, da to so, ja.
Upravičilo, da sem uporabil Hitlerja v svoji metafori. Mislim, Pač metafori. upravičilo v tem smislu, čeprav smo govorili o Hitlerju, dejansko smo zato, ker smo zelo dobro mislili zaradi tega pa tega. Ne vem. Zdaj si povedal. To je to. Ja, ne. Aj moram? Prav moram. Ja. Ne, mislil sem, da bi tle odrezal, veš. Aha. Razumeš? Tako da, ok, zdaj pa res en ta prav zaključek. Od mene? Ja. 7 je magično število. In to je 7. epizoda. Zato vam želim en lep, magičen dan še naprej, pa se vidimo naslednjič. Pa še to, zdaj pa glede na to, da sem jaz v marketingu, moram pa tudi to povedati. Prosim, lepo vas prosim, šerite podcast na socialnih omrežjih, pošiljite maile svojim frendom, mamam in ljudem, ki mislite, da bi ga radi poslušali. Pa prosim za kak feedback. Ne? Ja. Še dolgo nisem dobila maila. Jaz ne vem, zakaj se trudim, da vam pač Facebook poste dajem vsak dan. Doben nič ne napiše, prosim, vse kaj lajkite. Ja, tisti 3. Ni važno, pomenili mi bo za... Recimo, če ste sam 3, pa boste vsi 3 na Vsak like pomeni veliko. Ja, 3 če bote- like je 100% lajkov. Ne? Tako, ne? In če boste v bistvu za vsak post, ko ga dam na Synapsa FB, lajkali vsi 3, bom izjemno srečen. Poslušali ste podcast Synapsa. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa ga poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Channel Walker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek. Ne vem, zakaj me je tukaj strah, da so se pogovarjali o Hitlerju. Ne vem, meni se zdi to čisto zdravo pogovarjati o Hitlerju 70 let po njegovi smrti. Ne, ker če gledam na History Channel, so skozi kao drugi svetovni vojni, pa Hitler to, Hitler uno, ne? Ja. Ampak ne vem, tako beseda Hitler, ne? Ja, je tako